Pozdravljeni! 8. dan 21-dnevnega spomladanskega posta. Vmes je seveda dobro tudi kaj prebrati. V današnjem jutranjem komunikacijskem coachingu so se s Stranko pogovarjali ravno na to temo, kako ti lahko včasih en seminar, en človek, ena knjiga korenito spremeni življenje v tem smislu, da se odpoveš kakšnemu okostenelemu življenjskemu vzorcu, ki je rezultat tvojega notranjega zemljevida. Torej, nekih navad, nekih prepričanj. In tudi sama sem naletela na knjigo po priporočilu, naslov je Bizantinske slike. In zanimivo, da delim tole informacijo z vami. V 12. stoletju v Bizancu, kako so se prehranjevale na primer nune v samostanu. Jedilnik ni bil razkošen. Ob torkih, četrtkih, sobotah in nedeljah so dobivale po 2 jedi na dan, in sicer iz ribe in iz sira. Ob ponedeljkih so jedle zelenjavo, kuhano, malce zabeljeno in školjke. Ob sredah in petkih so tudi dobile zelenjavo, ki pa je bila skuhana na vodni pari, na vodi in pa malo svežega zelja. Meso se v 12. stoletju za nune v Bizancu nikoli ni pojavljalo na jedilni mizi. Toda precej obilno se je delilo vino, ki naj bi krepilo organizem po velikonočnem postu, na primer. In za izboljšanje samostanskega jedilnika so bile dovoljene tudi sladkarije. Tudi veliko prepovedi je obstajalo v tistem času glede prehranjevanja, no ena je koristna še danes. Prepovedano je bilo karkoli jesti med glavnimi obroki, v smislu sladkarij. No, in ko smo že pri tem, moja Urška je vzgojila kar 3 generacije, ki nismo obiskovale več ali manj potem vrtca. Marsikaj smo se naučili pri njej. Tudi to, na primer, da ni dobro, da rečeš, da ti je dolg čas, ker je vedno našla kakšno opravilo. Ponavadi je rekla, tamle v kotu je metla ali pa v prvem predalu je krpa, tako da nam je hitro kot otrokom nehalo biti dolg čas. No, kar se pa tiče hrane, je pa tudi imela takšno pravilo, da je ugotavljala, da smo ljudje razcvetljani in preveč bolani, ker imamo hrano non-stop na dosego roke. No, in ona je zelo poredko odpirala hladilnik. Zelo krepko je pomislila, kaj bo vzela iz hladilnika, to je vzela in ga zaprla. Ni se odpiral hladilnik vsakih 5 minut. Sladkarije, ki jih je skrbno varovala pred nadobudnimi vnuki, pa so bile tudi pod ključem in so bile kot sladica po končanem glavnem obroku. Nikoli pa se nismo sladkarij najedli tik pred glavnim obrokom. Vmes kakšna zdrava malica je bil na primer črn kruh, namazan z domačim maslom, malo soli in popra, torej da si vsaj nekaj konkretnega dobil vase. 8. dan v bistvu se počutim v redu, nič kaj posebnega se mi ne dogaja. Za mano so že tudi prvi bolj usmerjeni zelenjavni smutiji, kot sem včeraj napovedala. Želim predvsem uravnavati v tej fazi razstrupljanja tudi svoj krvni sladkor. Danes sem na primer uporabila to, kar je ostalo včeraj od juhe, torej prekuhano zelenjavo, korenček, čebulo, jajce, peteršilj in dodala malce kefirja, to zmiksaš, prav okusno. Včasih dam te moje smutije v pokušino fantoma in moram reči, da se kar zmrdneta, skratka nista navdušena nad temi mojimi zdravimi zelenjavnimi kombinacijami. Tudi jaz imam rajši v bistvu smutije na sadni osnovi, ampak moram pa priznati, da lepo nasitijo, dobiš minerale, vitamine in še vlaknine in skratka se človek dobro počuti. Želela sem vas opozoriti, da je post nekaj, kar nas spodbudi še k dodatnemu premikanju naših notranjih meja. In če zdaj opazujem biserko ob jesenskem postu, oktobra lani in to zdajšnjo ob spomladanskem, moram reči, da sem takrat več poudarka namenjala rekreaciji v smislu, da sem kar pridno vsak dan hodila, danes tokrat nisem toliko pridna, spuščam kak dan vmes. Sem pa
v bistvu bolj dovzetna za meditacijo, torej in zjutraj in zvečer. Če sem prej samo enkrat to počela, zdaj dejansko počnem to 2-krat na dan. In tudi pri sebi seveda premlevam različne izgovore. Ko vas ob koncu povabim na individualni komunikacijski trening, predno boste začeli premikati svoje notranje meje, kar se tiče telesnega počutja, izgubljanja kilogramov, boste se tudi vi soočili z pojmom, kot je izgovor. Z nekaterimi se pogovarjam, pa na primer pravijo, ja, saj bi šel na dieto, pa bi naredil kaj za svoje telo, pa nimam časa posebej kuhati. Na prejšnjem primeru sem vam povedala pri smutiju. Vzameš sestavine, ki ti od glavnega obroka za ostale družinske člane v bistvu ostanejo in jih lahko, na primer, uporabiš za svoj del prehrane, a ne? Potem en zelo pogostih izgovorov je, zelo zasedeni direktorji pa navadi to rečejo, ja, saj se bom lotil hujšanja, ko bom imel čas za sebe, zdaj ga nimam. Zakaj gre pri teh izgovorih, ki so povezani s časom? Gre za prioriteto. Gre za to, kaj postaviš na prvo mesto. In potem, ko zelo globoko v individualnem coachingu kopnemo, ugotovimo, da je povezano s tem, koliko se imamo radi. Ker če nam je mar za vse ostalo, da bo urejeno zase, pa ne najdemo čas in kot kamenje vlečemo na sebi 5 ali 10 kilogramov štuporamo odvečne teže, potem pridemo tudi do tega drugega mozaika odločanja, kaj bomo naredili dobrega za svoje telo. Seveda pa je v komunikacijskem smislu treba si tudi priznati. Včasih se zazrite telo v celoti pred ogledalom in si nalijte čistega vina. Ali vam je všeč vsa tista odvečna maščoba, ki morda visi od vas, ali bi na tem področju kaj naredili. Veliko predsodkov imamo, veliko nekih prepričanj, s katerimi si meglimo oči. Na primer, eno od zelo pogostih prepričanj je, da so ljudje, ki so debeli, ki imajo prekomerno težo, srečni in taki veseli in zadovoljni in to jih prav nič ne moti. No, ko se malce bolj globoko pogovarjaš z njimi, ugotoviš, da jih moti, ampak da so poskušali na različne načine kaj spremeniti, pa jim ni uspelo. Torej, ta komunikacijski trening pogovora samim seboj, ko se zazremo in rečemo, zakaj do zdaj pri neki dieti ali tudi postno nisem bil uspešen in kaj moram spremeniti v tem samonagovoru, da pa morda bom, je zelo pomemben. Torej, po 200-300 gramov še vedno grem dol. Je res, da imam malo termodinamičnih problemov, v smislu, da me zebe, zato imam danes tudi tole jopico, ampak me pa zebe malo manj, kot me včeraj predvčerajšnjim. In pa zelo velik naval nekih idej, rešitev, ki prihajajo tudi z nekih drugih dimenzij, ko človek nekje vzpostavi bolj trdno povezavo z notranjim jazom, si zna prisluhniti. Kaj to pomeni? To preprosto pomeni, da rešitve za neke probleme ne črpamo samo iz uma. Kajti je, veste, kot računalnik. V shranimo kopico nekih izkušenj, prepričanj, vse to, kar že znamo, in ko moramo v bistvu v življenju reševati neke nove probleme, nam ta naš ponudi stare vzorce. No, in jaz moram reči, da pri tem drugem postu v svojem življenju, zdaj ravno za pospešeno meditacijo, prepoznavam blagodeti in dobre učinke tudi tega posta duha. Misli se umirijo, glava se sprazni in enostavno si dovoliš morda pogledati na stvari drugače, videti še kakšne druge rešitve. Torej, vse dobro do jutri, do 9. dne. Povabim vas, da se brezplačno naročite na moj YouTube kanal, razstrupi se in prisluhni si. Če pa kdo razmišlja, da bi tudi sam kaj naredil v smeri, da morda olajša svoje telo za kakšno odvečno težo ali se enostavno boljše počuti v svojem telesu, tako da se nauči tudi prisluhniti sebi, pa seveda vabljeni, da se prijavite, da me kontaktirate, imate v koncu tudi kontaktne podatke in se dogovorimo za individualno Zoom obravnavo, komunikacijski individualni coaching,
na daljavo v teh časih, ko se bojo pa epidemiološke razmere uredile, pa seveda tudi iz oči v oči. Srečno!